Danes pa goduje sveti Štefan, ki je po tradiciji zavetnih konj. Živali, ki je bila skozi zgodovino naše prevozno sredstvo, delovni stroj, včasih tudi orožje. Še danes pa so konji marsikomu prijatelji. Blagoslov konj je tako marsikje stara tradicija. V bližini Šentjerneja ga upravljajo že več kot 300 let. Predstavlja nek čas, ko se res vsa širša družina tudi zbere, da se malo podružimo. Oče jaha tukaj že po mojem 20-30 let, jaz pa po mojem ne, slabih 10. Da imaš eno upanje, da bojo konji zdravi. Konj je nekaj tako, ki te lahko pomirja, da imaš recimo nekdo, ki ti lahko da ljubezen, če ti druga oseba ne more dati tega. Snežno-beli konji pa so tudi simbol Slovenije. In danes so Štefanov blagoslov prejeli tudi slavni lipicanci. V zahvalo pa so zbrani množici pokazali, kaj zmorejo. V Lipici so se namreč odločili, da bodo predstave za obiskovalce letos pripravljali skozi vse božično-novoletne praznike. Janez Usenik. Je danes odzvanjalo tudi v Lipici. Osnova za ta običaj je legenda, da bi sveti Štefan, ko je naredil križ nad konjem, ukrotil divjega konja. Pa tak blagoslov še deluje. Včasih znajo biti sploh žrebci kar hudički. Razigrani morajo biti, neko življenje mora biti v njih. Tu poudarjajo, da je blagoslov v resnici pomembno sporočilo ljudem. Da znamo prav ravnati z živalmi, predvsem s konji, tudi tisti, ki redijo konje, ne? In da imamo pravi odnos do živali. Sploh z lipicanci, kajti to niso samo konji. Ko se dotikaš lipicanca, se ga vedno dotakne spoštljivo, kajti dotikaš se 400 let zgodovine. Ne, to niso besede, ki jih lahko preberemo samo tukaj v Lipici. Dejansko lahko na spletu preberemo, da to učijo ljubitelji konj po vsem svetu. Mogoče premalo poudarjamo, kako pomemben je lipicanec za slovensko kulturno dediščino in za tradicijo. In še posebej smo veseli takih dni, ko je danes čudovit sončen dan, polna dvorana, veliko družin z otroci. V Lipici je vsak gib konja del zgodovine. Govorimo o klasični šoli jahanja, ki jo vidimo samo še na nekaj koncih sveta. In pomembno je, da ta ne izgine. Kajti bolj kot druge, tudi sodobne šole, prav klasična šola poudarja, da konja jezdec ne sme ukrotiti, ampak ga mora razumeti. Je res lepa povezava med konjem in med osebo. Kako se je zdela ta predstava konj, ki je bila? Ful je bilo lepo, pa ful je bilo dobro na tej predstavi. Prvič. Ja? Zame tudi, ne spomnim se, da bi kdaj že bila tukaj. Jaz treniram jahanje, drugače pa ja. Imamo to Slovenci že kar malo krvi, ne? Ja. To je spoštovanje narave, ki je del našega izročila.